Zagotovo ste eden od zdravnikov, ki še kako dobro vedo, v kakšnih razmerah deluje zdravstvo in kako vpliva to tako na klinično delo, kot tudi na strokovnost, kakovost, celovitost obravnave in seveda vpliva tudi na možnosti za akademsko delo. Razmere niso najbolj optimalne. Kako jih doživljate? Kaj si želite v prihodnje? Kako naj bi se pri nas vse to spremenilo? Tisto, kar ne sme nikoli biti pod udarom oziroma imeti kakršnekoli posledice, je klinično delo, se pravi bolnik. Vedno naredimo najprej to. In problem je ta, ker imamo tega vse več. S tem covidom ostajamo brez kadra, bodisi ker moramo dajati na covid oddelke, nekateri, ki ne sodelujejo, ki se nočejo cepiti, ki se nočejo brisati, oddajajo odpovedi. In vedno težje sestavimo konec s koncem. Ampak to nam funkcionira in to bo zadnje, kar bo crknilo, po domače povedano. Ker se mi zdi, da človek, pa človekovo življenje je nekaj, kar je ekstra kategorija. Potem imamo pa tukaj pedagoško delo in raziskovanje. To so pa stvari, ki jih lahko daš na stran. Spet pedagoško delo je nekaj, kar če ti danes slabo učiš tega, ki je pri meni v uku, bom jaz čez 10 let, ko bom imel nekaj slepiča, šel namesto na abdominalno kirurgijo domov. Pa mogoče doma preminil zaradi perforacije črevesja, recimo. In tako da pedagoško delo je tudi zadnje, kar je pa znanost. Pa ni prav, da je. Ker znanost in raziskovanje je tisto, kar nam omogoča prihodnost. Kar nam omogoča, da vidimo, kje smo. Kar nam omogoča, da držimo stik z razvitim svetom. In brez tega bomo pa najkasneje, ampak garantirano padli najglobje mogoče. In je res škoda, ker to delamo zdaj s srcem, delamo za svoj prosti čas. In je res škoda potem ta sistem, ki kljub temu, da ni optimalen, nekako deluje in si ne predstavljam, kako bomo potem iz nič lahko začeli graditi to, kar imamo in priti do točke, kjer smo zdaj. Rabili bomo po moje desetletje. Zdi se, da že davno prepoznana in pripoznana resnica, da je pravzaprav vsak evro namenjen zdravstvu in zdravljenju naložba, ne strošek. Med slovenskimi odločevalci, med politiki še vedno ni dobila svojega domicila. In posledice so jasne. Tako je, najtežje je imeti nek zaplet ali pa neko bolezen, ki gre izpod kontrole. Tisto stane največ. In isto recimo, kar se tiče, prej smo govorili o translacijski medicini. Recimo to, kar delam jaz, CAR-T projekt, naj bi sami lasten vektor skonstruirali za naše bolnike. Zato rabimo nekaj milijonov evrov. Ampak dolgoročno je pa to stvar, ki toliko stane, da bo s tem prihranek. Ker bomo mi sposobni delati te vektorje za tretjino ali pa še manj cene, kot jih lahko dan današnji kupimo, pa dobimo. Pravzaprav je kupiti sploh ne moremo. In dolgoročno bo to prihranek, ampak treba je videti to v tem, kako je. Naj povem, najprej je pomenil, prej govoril kolega profesor Šuputo, Halvard Dubenik, on je naš prijatelj, velik strokovnjak za CAR-T celice, postal bo gostujoči profesor na naši univerzi, gre na moj predmet kri. Tazga strokovnjaka, ne vem, če je kdaj bil na naši fakulteti z njegovimi referencami. In on ima na voljo 80 milijonov evrov. On je direktor translacijskega inštituta na frankfurtski transfuziji. 80 milijonov so njegov proračun za raziskovanja in te zadevščine. Kje smo pa mi? Mi smo pa navsezadnje, ko omenjate zadnji uspešni projekt zdravljenja s CAR-T celicami, pristali na tem, da spet... Na samo prispevku. Tako. In se jaz, ko mu to povem, da se takole pogovarjajo, recimo, ne vem, ali mu to lahko povem, ali bo to povedal kot nek dosežek, ali pa kot neko žalost v bistvu, da se je to zgodilo. Pa je on zelo življenjski človek, in
Ne vem, jaz tega ne razumem, težko razumem, da je temu tako, težko razumem. Vaše poslanstvo, zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi, je nekaj, na kar ste gotovo ponosni. Toda, če potegneva črto pod vsemi problemi v sistemu in v znanosti, ki sva se jih dotaknila, kateri so po vaši oceni glavni ključni izzivi, na katere bi bilo treba odgovoriti že včeraj, ne šele danes? Se pravi, moramo urediti financiranje vseh treh segmentov akademske medicine, tudi znanosti, tudi pedagoško delo. Pa še ena stvar se mi zdi izjemno pomembna, da se ne zavedamo, slovenski narod kot tak, kaj v tem zdravstvu vsega imamo. Kaj nam vse omogoči dan današnji naša zavarovalnica. In ko govorim za kolegi, me debelo gledajo. In mogoče je to tisti premik, da bi za neko organizirano akcijo osveščanja ljudi, kaj jim vse damo, lahko povzročili, da bi začeli mogoče biti strah, da bodo to izgubili in začeli ceniti te naše predloge, da se to ne zgodi.